Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Najprej, predavanje sem se zamislila na tak način, da bi najprej povedala nekaj, kako tvorimo glas, potem bom povedala nekaj o tem, kako raste in se spreminja naš vokalni trakt z leti in glede na spol, potem bom prišla na problem transspolnosti in na to, kaj nastane problem pri transspolnih osebah, da je tudi njihov glas in govor tak, kot se sami počutijo tistega spola. Torej, glede fonacije za enkrat velja tako imenovana aerodinamična mioelastična teorija, pri kateri je enako pomemben za nastanek glasu, tako značilnosti glasilk, mioelastične, to se pravi raztegljivost, mišična napetost v sami glasilki, kjer je musculus vocalis, kot tudi enakomeren tok zraka, ki prihaja iz pljuč. To se pravi, moramo imeti dovolj zdrava pljuča in dobro kontrolirati izdih, da pride tok zraka do glasilk, ki sta zaprti, ju zaniha navzgor, na ta način nastane prekinjajoč tok zraka in to je zvok, razrečina, zgoščina, razrečina, zgoščina. Če želimo imeti dober glas, potem je pomemben popoln stik med glasilkama. Sama glasilka je dokaj komplicirano zgrajena iz 5 slojev, ki različno nihajo, tako da je dejansko dokaj kompliciran sistem. No in če si pogledamo model, kaj se dogaja med tvorbo glasu. No, zrak se nabira, med izdihom se nabira pod glasilkama, dokler ne premaga odpor, ki ga tvorita glasilki in potem ju odrine navzgor. Vidimo, da belo obarvanje, to je povrhnji del, nekako prej zaniha in se premakne kot preostali del. Zato, ker je pač epitel na površju z enim zelo rahlim slojem, tako imenovanim Rajkenjevim prostorom, povezan z globimi sloji glasilke, to je vokalnim ligamentom in vokalno mišico. No in na ta način imamo razrečitev, ni toka zraka, zgostitev je tok zraka med glasilkama in to je zvok, longitudinalno valovanje. No, tukaj bomo poskušali pogledati, kaj se dogaja če mi to gledamo takole. No in če želimo videti, pa mislim, da ne bomo videli, kaj se dogaja od zgoraj, ko gledamo na glasilki, potem je pač nekaj podobnega. No, zdaj bomo pa poskušali iti naprej. No, na nivoju glasilk nastane v bistvu samo en ton. Tisto, kar pa mi slišimo kot naš glas govor, je pa veliko več. In vzrok za to je odzvočna cev. To se pravi, že nad glasilkama, v žrelu, ustni votlini, tudi nosu ob nosnih votlinah, nastanejo alikvotni toni, to se pravi ponavadi večkratniki tega temeljnega tona, ki nastane zaradi nihanja glasilk. No in zaradi oblikovanosti te odzvočne cevi, dolžine, oblikovanosti, se nekatere frekvence ojačijo, druge pa enostavno oslabijo, udušijo. No in tiste frekvence, ki so najbolj ojačijo, v samoglasnikih imenujemo formanti. No in gotovili so, da prvi in drugi formant dajeta akustične značilnosti posameznim samoglasnikom, medtem ko tretji in četrti formant dajeta pa tisto barvo glasu. No, pevci poznajo tudi izraz pevski formant, ki je pomemben za pevca, da se ga dobro sliši čez orkester. No, takole lahko naredimo spektralno analizo recimo samoglasnikov, kjer so z barvami označeni formanti. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti in ravno, ker je drugi formant pri E-ju in pri I-ju, to so A, E, I, O, U, toliko višji ju zaznavamo kot višja glasova. To je periferija. Kaj pa uravnava vse to skupaj? Seveda se vse začne na podstrešju, v centralnem živčevju. Tukaj imamo 2 sistema, ki se povezujeta, motorični in senzorični. No, motorična kontrola gre seveda iz predcentralne vijuge velikih možganov, nekje tukaj ob strani je ta del, ki je odgovoren za glavo, vrat, tudi za grlo. No in nevroni, ki grejo odtud, so del piramidne proge in grejo potem na možgansko deblo oziroma tudi na hrbtenjačo. Čutilni del je seveda v postcentralni vijugi velikih možganov in od tja prihajajo informacije z celega
torej telesa, seveda tudi iz predela vokalnega trakta. Vmešajo se tudi mali možgani in bazalni gangliji v smislu uravnavanja gibov vseh mišic, ki sodelujo pri tvorbi in oblikovanju glasu, uravnavajo gibe, njihovo jakost, korelirajo časovno usklajenost, kakšna moč je, koliko časa traja kontrakcija, kdaj se mora začeti relaksacija, če gre za antagonista, agonista mišične skupine. No, potem je možgansko deblo, kjer so jedra možganskih živcev, ki so pomembna za vokalni trakt, to je 5., 7., 8., 8. bolj za sluh kot kontrolni mehanizem, potem 9., 10. in 12. živec in pa seveda hrbtenjača, iz katere izhajajo spinalni živci, ki oživčujejo mišice, ki uravnavajo vdih in izdih. To se pravi, to je pa potem res periferija živčne kontrole tvorbe glasu. No, na periferiji seveda moramo imeti mi neke receptorje. Najpomembnejši receptor za glas in govor je sluh. Otrok se ne nauči govoriti, če ne sliši, ker je to nekaj, kar prvič sliši in potem oponaša. Tudi sama kontrola glasu je sluh najpomembnejši. Vendar pa so pomembna tudi globoka in povrhna senzibiliteta. Gre za receptorje, to so lahko presoreceptorji, taktilni receptorji, tudi receptorji za bolečino, ki se nahajajo v celotni sluznici vokalnega trakta. Ko jaz zdaj govorim, moj jezik skače po ustni votlini in se dotika enkrat dlesni, enkrat zob, enkrat čuti samo tok zraka, ki gre preko njega. Mišična vretena v mišicah jezika zaznavajo, kako se mišice krčijo, kakšen je položaj teh mišic. In to je vsa informacija z periferije, ki gre stalno v centralno živčevje, se primerja z tem, kaj je bilo načrtovano, s temi motoričnimi vzorci in sproti popravlja, če stvar ni v redu. Torej, za glas in govor nastajajo za oblikovanje glasu in govora. Govor je veliko širši pojem. Obstajajo motorični vzorci, ki si jih ustvarimo v mladosti. Veliko motoričnih vzorcev se avtomatizira že do 10. leta starosti, če pa govorimo o glasu, o tvorbi glasu, pa vidimo, da v času pubertete pride do velikega premika v vokalnem traktu in se takrat na novo vzpostavljajo te motorični vzorci. Mi ne razmišljamo, kako tvorimo glas, samo odločimo se, da bomo govorili, na to pa steče motorični vzorec, ki je že avtomatiziran. No, nekako do 8. leta starosti sta vokalna trakta fantov in deklet podobna. Pri 8 letih sta glasilki malo daljši pri fantih, vendar je glasovni obseg, koliko zmorejo zapeti, govoriti, še vedno enak. Pač pa zaradi drugačne rasti odzvočnega trakta, to se pravi žrelo, ustna votlina, nosne votline, nastanejo spremembe v teh ojačenih frekvencah, formantih. In nekako pri 8 letih lahko, če slišite otroka, že rečete, aha, to je pa fant, aha, to je pa punca. Predtem je to zelo težko oziroma skoraj nemogoče določiti. No in potem pride ta slavna puberteta, ko hormoni napadajo na vseh frontah in napadajo tudi vokalni trakt. Spolni hormoni, rastni hormoni, ščitnični hormoni so pomembni za rast vokalnega trakta. Testosteron vpliva v glavnem na vokalno mišico, povzroči zadebelitev te mišice. Estrogen in progesteroni imajo manj vpliva na mišico, več pa na sluznico in pa na žleze v vokalnem traktu. No in ščitnični hormoni so seveda ves čas pomembni, da recimo v grlu testosteron lahko deluje na tista mesta, recimo v ščitastem hrustancu, da grlo, ogrodje grla, ščitasti hrustanec zraste tako, kot mora. No in če primerjamo odraslo grlo moškega in žensko, vidimo, da je razlika. V puberteti se fantom poveča dolžina glasilk za 200 na 200%, dekletom na 150%. In na koncu pubertete so glasilke pri fantih dolge od 17 do 23 mm, pri dekletih od 12 do 17 mm. Pri fantih se izrazito poveča masa vokalne mišice, ki je notri, in s tem celotne glasilke. Prosti rob glasilke ni več zaobljen, kot je bil pri otroku in je še dalje pri ženskah, ampak postane štirioglad. Poleg tega vokalni odrastek, to je zadaj, kjer je pripeta glasilka, postane zaradi rasti celotnega hrustanca relativno
manjši, samo četrtino cele dolžine glasilk. Pri ženskah in pri otrocih je 1/3 dolžine glasilk. No, v končni fazi moško grlo zraste za 40% več kot žensko. Moški imajo tudi praviloma večji vokalni trakt in večje pljučne zmogljivosti. Pri tvorbi glasu je stik med glasilkama popoln, medtem ko pri ženskah je značilno, da je tu zadaj med vokalnima odrastkoma ostaja drobna špranjica. Glede na velikost grla, maso, velikost glasilk se spremeni tudi glas. Fantom se zniža glas približno za oktavo, dekletom pa največ za kvinto. Značilnosti glasu so višina, glasnost, barva, melodika, glasovni obseg in pa nastavek. Višina je odvisna od debeline, dolžine, širine in napetosti glasilk. Čim krajši, tanjši, ožji in bolj napeti sta, višji je glas. Glasnost je odvisna od napetosti glasilk, pa tudi od subglotisnega tlaka. Večjo glasnost lahko dosežemo tudi samo z bolj kontroliranim izdihom, ni treba napenjati vse v grlu. No, barva glasu je odvisna, smo že rekli, od oblikovanosti odzvočnega trakta, prostornosti odzvočnega trakta. In spet, čim krajši je ta odzvočni trakt, višje frekvence se ojačijo, čim daljši je, nižje frekvence se ojačijo. Za primerjavo, če jaz potegnem grlo navzgor, lahko slišite razliko v mojem glasu, postane višji, manj bogat, kot če spustim grlo spet na pravo mesto, ali če ga potegnem navzdol, postane moj glas spet drugačen. Tu je malo tudi na račun napenjanja glasilk, precej pa na račun spremembe velikosti odzvočnega trakta. No, glasovni obseg je od najvišjega do najnižjega tona, ki ga zmoremo. Nastavek pomeni, kako začneta nihati glasilki, ali sta rahlo primaknjeni, ali ves čas med njima ostaja špranja, zadihani nastavek, ali sta močno napeti. No, melodika pa pomeni spreminjanje višine in glasnosti med govorom. Ko grem z glasom, kdaj gor, kdaj dol, včasih sem glasnejša, včasih tišja. Melodika daje tudi svojo informacijo. Če jaz rečem, dežujem, dežuje, dežuje. Ista beseda, vendar trije pomeni. Ugotovitev, vprašanje in ogorčenje, ker nimam rele sabo. No, torej, do zdaj smo že slišali, da fonacija pomeni tvorbo glasu. Oblikovanje glasu, barva glasu pa je v odzvočni cevi. No, in nihanje glasilk je v srednji govorni legi. To je tista, ki je najbolj udobna, običajno med spodnjo in srednjo tretjino našega glasovnega obsega, je pri moških od 100 do 160 Hz, pri ženskah od 190 do 260 Hz. Seveda so glasovni obsegi precej večji. Vidite, da basisti sežejo do 80 Hz, sopranistke pa tudi čez 1000 Hz. To je bilo sedaj o tvorbi glasu, oblikovanju glasu. Zdaj gremo pa na transpolnost. No, transpolne osebe so tiste, ki se ne identificirajo s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu na podlagi fenotipa in kariotipa. In kadar govorimo o moških, ki želijo postati ženske, govorimo o transženskah, in kadar govorimo o ženskah, ki spremenijo spol v moškega, govorimo o transmoških. V nasprotju ženske, ki so ženske po kariotipu in fenotipu, imenujemo cis ženske in podobno tudi cis moške. Da ne bi mislili, da je vsa zgodovina transpolnosti se začela tam v 18. 19. stoletju. Zapisi o transpolnih osebah sežejo že 4500 let pred našim štetjem. In sicer že Sumerci so poročali o duhovnikih, ali so bili to transpolni ali transvestitni duhovniki, tako imenovani gala. Podoben izraz za duhovnike so imeli tudi Rimljani in pa Grki, antični Grki. To so bili gali, ki so bili ravno kot tako duhovniki, vendar so bile to ženske. Prav tako so znani zapisi tudi o ženskah, ki so se bojevale, so študirale in imele vlogo v družbi kot moški, kajti bojevanje, študij in tako dalje ženskam v antičnem Grčiji in Rimu ni bil dovoljen. Na Samoji obstaja prav posebna skupina, tako imenovane fafafine,
Gre spet za anatomsko moške, ki pa se oblačijo in vedejo kot ženske. Imajo prav svojo skupnost in eden od ministrskih predsednikov je bil celo častni predsednik njihovega društva. Imenujejo se tretji spol in so priznani v družbi na Samoji. Tudi na indijski podcelini in na Tajskem poznamo tako imenovane hieras in kateis. Gre za tako imenovan transženski tretji spol in te imajo dejansko prav svoje družbene in duhovne skupnosti in naj bi jih bilo v Indiji kar 500 000 in dejansko so zakonsko priznani kot tretji spol. Obstajajo seveda zapisi tudi o transmoških. Tudi od leta 600 dalje so zapisi v arabskih deželah, tako imenovani kanitu, so ravno tako bile v bistvu trans ženske in so imeli vlogo tretjega spola. V Afriki še zdaj imajo posebno vlogo v številnih skupnostih tako trans ženske kot trans moški. In tudi v Ameriki, recimo med Navaji, so bili znani nadlehi, ki so imeli prav tako posebno vlogo v njihovem družbenem življenju in neke ceremonialne vloge. Kako pogosto pa je to? Prevalenca narašča nekako od 60 let prejšnjega stoletja in je precej različna v različnih državah. Vidite, da od 1 na približno 95 000 pa do 1 na 12 000. Odvisno, ali gre za trans ženske ali trans moške. Vendar pa verjetno to niso realne številke, ker vse transspolne osebe se ne vključijo aktivno v proces tranzicije, spremembe spola, tako da so verjetno te številke še višje. Na splošno pa velja za evropske dežele, da obstaja dvakrat več moških, ki se počutijo kot ženske, kot žensk, ki se počutijo kot moški. Etiologija še ni povsem znana. Ali gre tu za neke spremembe v hormonskih interakcijah, bodisi še za časa razvoja ploda v maternici ali za kakšne druge dejavnike v času razvoja ploda, ali gre za genetsko pogojenost, tega dejansko niso mogli ugotoviti. Ugotovili pa so, da dejansko obstajajo neke verjetno tudi morfološke, zanesljivo pa funkcionalne spremembe v delovanju centralnega živčnega sistema. Funkcionalna magnetna resonanca je pokazala pri transspolnih osebah drugačno aktivnost kot pri cisspolnih osebah. In sicer so ugotovili, da mi glas nasprotnega spola zaznavamo pretežno nekaj v desni, nekaj v levi hemisferi, desno recimo na medialnem prefrontalni skorji, na levi strani v frontoorbitalni skorji ali v srednjem levem temporalnem režnju. No, in ko so gledali funkcionalno MRI trans žensk, so ugotovili, da se njihovi možgani odzivajo na moške enako kot pri cis ženskah. To se pravi, funkcija možganov je drugačna kot pri moških. Cis moški drugače kot trans ženske. Trans ženske podobno cis ženskam. No, disforija, to je stanje, ko se oseba zave, da se ne počuti oziroma ne zaznava kot članica spola, predstavnica spola, ki ji ali mu je bil pripisan ob rojstvu. To imenujemo disforija, no in te osebe potem želijo iti v tranzicijo, da pride do te samoidentifikacije, da dosežejo spol, katerega se počutijo. V Sloveniji je bila napravljena ena raziskava med transspolnimi osebami, zajela je 113 transspolnih oseb, ki so bile stare v času ankete od 14 do 50 let, več je bilo trans moških kot trans žensk, čeprav vemo, da je trans žensk praviloma dvakrat več kot trans moških. No in 42% oseb iz te ankete, ki so zase mislili, da so transspolne, še ni začelo sploh procesa tranzicije. To se pravi, ta epidemiološki podatki so zanesljivo vsaj dvakrat večji. No in 17% oseb je imelo namen začeti tranzicijo. V tranziciji je najprej potreben psihološki profil pri psihologu, potem pa se gre v spreminjanje telesnih značilnosti z hormonsko terapijo, kirurškimi posegi in drugimi medicinsko podprtimi postopki. Konec koncev je glas sekundarni spolni glas, znak in zato si transspolne osebe želijo doseči tak glas kot cisspolne osebe. Razlike med moškim in ženskim glasom in govorom, glasovni obseg, temeljne frekvence,
Glasnost, moški so 3 decibele glasnejši, imajo manj nihanja višine in glasnosti, ženske formantne frekvence so 20% višje, potem je pa še neglasovna komunikacija. To je artikulacija, besedišče, tema pogovora, način govorjenja. Ženske, višina glasu, kaj zaznavamo kot žensko, naj bi bila 160 Hz. Neko mejno področje med 145 in 165 Hz naj bi bilo tisto, kjer se lahko še zaznava glas kot ženski ali kot moški. Po enih raziskavah le slabih 42% višina glasu prispeva k dojemanju percepciji spola, po drugih raziskavah skoraj 80%. Mi imamo pa problem. Imamo grlo, tako kot je, imamo odzvočno cev, tako kot je, imamo avtomatizirane motorične vzorce, take kot jih imamo. To se pravi, je treba narediti nekaj, da bo ta oseba dobila bolj primeren glas in govor svojemu spolu primernega. Delamo lahko na resonanci, odzvočni cevi, videli ste, kako sem jaz spreminjala velikost svoje odzvočne cele. Delamo lahko na glasnosti, ženske so manj glasne, lahko delamo na artikulaciji, ženske bolj natančno artikuliramo, podaljšujemo vokale, lahko delamo na intonaciji, ženske bolj poudarjamo, naš govor gre bolj gor in dol. Ženske imamo bolj zadihan nastavek, ne sekamo z glasom bolj kot moški, ker imajo bolj trdi nastavek, recimo. Važno je tudi tempo in poudarjanje, ki se ni izkazalo bistveno, vendar tudi lahko pomaga. In pa izbira izrazov. Jaz še nisem videla moškega, ki bi rekel, joj, kakšen luškan kužek. Besede, body language, višina in nekaj, joj, kakšen luškan kužek. In še z rokami zraven govorim. No, če ne gre drugače, potem pomagamo s kirurgijo. Ena varianta je, da pač potegnemo 2 hrustanca skupaj in s tem na nek način bolj napnemo glasilki ali predolgi glasilki spredaj ranimo, da se zrasteta skupaj in s tem manjši del glasilk vibrira, ali pa enostavno izrežemo del glasilke in zaradi tega je masa glasilke manjša. Torej uspešnost je najboljša skrajšanje dolžina glasilk, potem masa in najslabša je krikotiroidna aproksimacija. Vse transženske si želijo redukcijo Adamovega jabolka, da se ne vidi na zdaleč. No, pri transženskah si želijo dvigati temeljno frekvenco nad 165-180 Hz z večjim raztegovanjem ustnic, pomikanjem jezika pri artikulaciji naprej se dvignejo tudi formanti. Ta zadihanost sem že omenila in zmanjšanje glasnosti. No, zdaj pa kaj pa trans moški? No, te dobijo testosteron in ta zelo dobro vpliva na musculus vocalis. Samo 10% je tistih, ki ne odreagirajo na testosteron in se jim masa glasilke ne poveča. No, pri njih bi si človek želel, da gre temeljna frekvenca pod 131 Hz. Vendar so v raziskavi ugotovili, da je za trans moške pomembnejša ta relativna razlika za njihovo prejšnjo višino, kot pa sama absolutna višina. Če so imeli prej 160 Hz, bodo zadovoljni tudi z 140. No, vseeno dobra petina pa ni zadovoljna za svojim glasom. Spet lahko pomaga logoped. Smo rekli, tudi trans moški imajo težave, lahko so hripavi, navajajo glasovno utrudljivost, glasovno nestabilnost, slabo jim nese glas, učinkuje kot premlad, pri petju imajo težave. Kaj pa lahko dejansko naredimo? Posebej izurjeni logopedi v našem centru so 3, ki se s tem ukvarjajo, 3 gospe so, in mislim, da smo s tem zaključili celo Slovenijo. Lahko pomagajo transspolni osebi, da pridobi čim bolj njenemu spolu ustrezen glas in način govora. Zavedati se moramo, da če imamo mi določeno velikost grla in odzvočne cevi, potem lahko spreminjamo samo motorične vzorce. In vse, kar spreminjamo, je praviloma bolj napeto in manj fiziološko. Vendar pod logopedskim vodenjem lahko tudi to transspolne osebe uspejo, marsikatera uspe tudi sama, med seboj si tudi veliko pomagajo in dosežejo dejansko tisti glas, ki si ga želijo.
Ugotovili smo, da meritve glasu samo ob kontrolnih pregledih nam ne dajajo pravega uvida, ker tisto, kar za en transspolna oseba pove, je ponovadi višje kot v govoru, ki jo kasneje posnamemo in lahko projiciramo. Če bomo lahko uspeli transspolni osebi pomagati za pridobitev čim bolj ustreznega glasu in govora, bomo povečali tudi kvaliteto življenja. Seveda pa potrebne so tudi raziskave z dolgotrajnim sledenjem teh transspolnih oseb, da dejansko bomo vedeli, kaj je tisto, kar daje največ uspeha. Hvala lepa. Najlepša hvala za to zanimivo predavanje. Bomo imeli še eno vprašanje? Torej, samo trenutek. Slaba internetna povezava. Ali imamo ljudje biološki odziv na določene tonalitete ali glasove, recimo nasprotnega spola? Ja, imamo, ne. Dejansko pa ni nujno, da je to nasprotni spol, ne. Nekateri glasovi so nam všeč, nekateri glasovi nam pač niso všeč. Odzivamo se, tako kot težko rečem, kaj je to, ne, za feromone se že ve, ne, da nekateri nam pašejo, nekateri nam ne pašejo, ampak dejansko nekateri glasovi so nam prijetni, ali je to povezano z tem, z našimi izkušnjami iz mladosti, ali čem drugim je težko reči, o tem še ni dosti znanega, ne, ampak dejansko se različno odzivamo na glasove. Jaz sem zelo občutljiva na glasove, ker je to pač moja profesionalna deformacija. Jaz se včasih, ko grem po cesti, pa slišim kakšen izredno prijeten glas, me kar okrog obrne, ne, ali pa neprijeten, moram pogledati, kdo je to, ne. Tako. Mogoče samo še eno vprašanje, torej, ker nas to verjetno vse zanima, kako pa čim bolje skrbeti za svoj glas, predvsem v poklicih, ki zahtevajo veliko govora? ZKP, zdrava kmečka pamet. Prvo, obnašite se z glasilkam tako kot z roko ali pa z nogo, ne. Vedite, kje je zgornja meja zmogljivosti, prvoščite si počitek, kadar ste utrujeni, dovolj piti, pa zdrav stil življenja. To ni žuranje, ne. Mislim, če je žuranje, pa je treba počitek. Če ga enkrat pobiksaš, potem moraš plačati. Torej, to je bilo zelo na kratko. Dovolj piti, zdravo živeti in se ne preobremenjevati. In dobro je pogruntati, koliko zmorete. Obstajajo glasovni kratkoprogaši, srednjeprogaši in maratonci. Dobro je pogruntati, kje ste. In znati se je treba ustaviti, ko telo reče, ne morem, boli, hripal sem, zmanjkuje mi glasu, tišči me noter. Takrat rabite počitek. In tako, kot ne greste teč, če imate zvito roko ali pa nogo, bodite tudi tišči, če ste hripavi. To je tudi del vašega telesa. Najlepša hvala.